Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes bomo spregovorili o vseživljenjskem učenju. Nedavno je namreč izšla monografija z naslovom Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj, ki sta jo souredili profesorica dr. Jurka Lepičnik-Vodopivec in izredna profesorica dr. Maja Mezgec z Univerze na Primorskem, konkretne s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, danes se veliko govori o vseživljenjskem učenju. Po eni strani se nam zdi, saj se tako ali tako celo življenje učimo. Če dam čisto banalen primer, ko se odločimo narediti kak nov recept, se moramo tudi tega naučiti. Ampak, ko govorimo o vseživljenjskem učenju, kaj je pravzaprav tukaj bilo mišljeno v smislu vaše monografije? Za kakšno vseživljenjsko učenje pravzaprav gre? Mogoče bi kar poskušala odgovoriti. Torej, vseživljenjsko učenje, že sama dikcija pove, da gre za proces učenja, ki se začne od rojstva in traja vse življenje, torej vključuje tudi tretje življenjsko obdobje ali tisto obdobje, ko se upokojimo. Zakaj vseživljenjsko učenje? Pravzaprav je po eni strani to zadeva, ki je stara tako, kot bi lahko rekli, kot človeštvo. Samo morda smo premajhno pozornost temu posvečali, nismo sistematično k temu pristopali, oziroma smo v nekaterih obdobjih dajali večjo pozornost nekemu segmentu tega vseživljenjskega učenja, ali ga nismo razumeli v takem smislu, kot danes o njem govorimo. Torej, vseživljenjsko učenje je absolutno potreba 21. stoletja. Če samo pogledamo recimo razvoj digitalizacije, če se ne naučiš, kako vtipkati določeno geslo ali neko šifro, PIN recimo, ne moreš priti do svojega denarja. Torej, v bistvu si na nek način hendikepiran, si zaradi tega izločen. Torej, smo prisiljeni več ali manj se nenehno učiti. Torej, družba nam sama prikazuje oziroma nam daje nekako neka vodila, da smo vključeni v ta proces. Mogoče za začetek. Bi torej rekli, da je mogoče ravno, tudi sami ste se predvsej osredotočali ravno to digitalno učenje, učenje digitalnih veščin. Je mogoče ravno to tisto, kar nekako zaznamuje naše zdajšnje obdobje, ker vemo, da še nedavno nazaj, sploh naprimer pred covidom, pred korono, ko še ni bilo toliko digitalizacije, smo lahko vsaj do, če ne rečem, zdravnika prišli prek telefona, danes je to skoraj da nemogoče. Je torej digitalizacija ta, ki nas trenutno zaznamuje? Je to tisto, čemur se v bistvu največ posveča zdaj? To je dejansko nek zelo aktualen izziv, na katerega moramo kar hitro poiskati nek odgovor, zato da ne postane ta digitalni razkorak prevelik, ker namreč pandemija je ta proces digitalizacije še dodatno pospešila. V letu pa pol, recimo, ker smo bili vsiljeni v neke nove spremembe, rešitve zaradi pandemije, ohranjanja varnostne razdalje in tako dalje, so se razvile vse neke aplikacije, ki gredo ravno v smeri digitalizacije storitev, tako v zasebnem življenju, kot v delovnem življenju. Se pravi, poslovnih procesov, če samo recimo omenim delo doma in tako dalje. In to je zahtevalo neke zelo hitre tempo prilagoditev. In ne vsi so zmožni se odzivanja s tako hitrim tempom. Včasih je problem pri tem digitalnem razkoraku, ali da ni dostopa do teh tehnoloških podlag, se pravi naprav, spleta in tako dalje. Drugi, naslednji korak pa, da nimajo posamezniki ustreznih kompetenc, da bi lahko vse to uporabljali. Zdaj, mogoče mi gledamo samo lokalno, ampak dejansko so določeni procesi, ki so tudi na mednarodni ravni, recimo uvajanje digitalne identitete. To je nekaj, kar bo naš vsakdan, in zato moramo ne samo biti vešči upravljanja svoje digitalne identitete, ampak tudi recimo ustreznega varovanja digitalne identitete, ker to je kot da bi ti izgubil osebno izkaznico. Samo mogoče nimamo občutka,
da je dejansko ista stvar, ne, kraja digitalne identitete na spletu. Ne. Ogromno storitev se prijavljamo z digitalno identiteto, svojim profilom, ustvarjamo svoj profil, našamo svoje podatke, operiramo na spletu, digitalno podpisujemo dokumente. Ne. Vse to ima neko težo, neko dejansko veljavo. Ne. In ti procesi so zelo hitri, ne moreš si privoščiti zaostajati, ker potem počasi postaješ izključen, ne, in ti je vedno manj storitev na voljo, ker vse poteka po tej obliki, ne, kot ste premenili naročnik zdravniku, ne, včasih slišim, ne, da se pač pritožijo, da težko zdignejo telefon, pa se oglašajo na telefon, ker raje berijo na mailu, ne, pa recimo se preko maila dogovarjajo, na mail lahko odgovarjajo pač v prostem času, ne, telefon pa moraš takrat, ne, recimo se javiti na telefon. Pač drugačen način dela je, ne, drugačni procesi se sprožajo in problem je, da morajo posamezniki razviti ustrezne kompetence, tudi ustrezen pristop do te digitalizacije, ne, da ne nastajajo te nove ranljive skupine, ki postanejo vedno bolj marginalizirane, ker nimajo dostopa do vseh teh storitev, ki se dejansko danes ponujajo v spletni različici. Bi ravno zaradi tega mogoče morali reči, da je vse življenjsko učenje, vsaj digitalnih veščin, nekaj, čemur se ne bomo morali izogniti. Ker dostikrat tudi slišimo, naprimer sploh ljudje, ki se recimo bližajo svoji upokojitvi, radi rečejo, kaj bo meni tega treba, imam samo še 3 leta do upokojitve, se moram res zdaj učiti nekaj novega. Drži. In tudi nedovršen bo proces, ker se v bistvu te digitalne kompetence stalno stopnjujejo in nadgrajujejo, ne? Tako da nikoli nisi prišel na cilj, ampak je vedno nekaj vse življenjsko trajajočega, ne? Ker se zadeve stalno spreminjajo, ne? Tudi ti recimo klasični problemi so bili tečaj informatike, mogo si imeti računalnik, opremo, ne. Danes tega problema ni več, dovolj je pameten telefon in preko pametnega telefona, ne, z nekim minimalnim zalogajem podatkov dejansko lahko marsikatero operacijo izvedeš v teh e-oblikah, ne. Kje pa smo v Sloveniji glede učenja digitalnih veščin? Nam gre dobro, smo bolj pri repu glede na Evropsko unijo, smo vendarle nekje na zahodu, v zahodnem svetu, ampak kako dobro nam gre pravzaprav pri tem učenju? Ja, verjetno bi lahko rekli, da nam prav dobro ne gre. To nam kažejo že rezultati različnih raziskav mednarodnih, recimo tudi PIAAC. Ena od naših kolegic je o tem pisala v enem od prispevkov v monografiji in tudi sicer se ukvarja na Andragoškem centru s to problematiko. In ko so proučevale kolegice to problematiko, so ugotovile, da je recimo tudi ta kompetenca zelo povezana in zelo kompleksna in odvisna od mnogih dejavnikov, ki so prisotni v različnih regijah in so v tej naši majhni Sloveniji, kljub temu, da je Slovenija majhna, tako zelo različne, da je ta kultura, bom rekla, tudi izobraževanja ali pa učenja, da so socialno-ekonomski pogoji življenja posameznikov, da je izobrazbena struktura ljudi zelo različna. In da ti podatki in ti rezultati tega so ne prav spodbudni. In zato bi bilo treba, in mi smo tudi naslovili v tej naši raziskavi odločevalce, ki kreirajo našo politiko, da poskušajo slediti nenazadnje tudi agendi 2030, ki je izobraževanje postavila v eno izmed kategorij pomembnih, če želimo narediti napredek v naši družbi v celoti. In če tega izobraževanja ali vseživljenjskega učenja ne bo, če ne bomo prilagodili tudi izobraževanja odraslih potrebam, ki so od izobraževalcev do odločevalcev, namenili več denarja tudi temu, mislim, da ne bodo dobri ali pa da ne bodo najboljši izidi, kot bi si jih sicer želeli. Na kakšne vzvode, na kakšne načine pa pravzaprav bi lahko dosegli boljše rezultate?
Ja, torej verjetno je ena izmed teh stvari ta, da bi bolj promovirali izobraževanje odraslih. Mislim, da je še vedno zapostavljeno. Drug način je ta, da se uvedejo v te programe izobraževanja odraslih ta komponenta fleksibilnosti, se pravi ne nekih statični programi, ampak programi, ki so namenjeni konkretni populaciji, konkretni situaciji. To pomeni seveda dobro izobražene izobraževalce odraslih. To je seveda povezano potem tudi za njihovo motivacijo, bi na ta način vplivali tudi na njihovo motivacijo, ampak seveda v ozadju je pa tudi denar, torej ta ekonomsko-družbeni vidik. In jaz verjamem, da bodo odločevalci, ki o tem odločajo, mislim, da že s tem, ko je Ministrstvo za izobraževanje razpisalo ciljni raziskovalni projekt, o katerem danes govorimo, katerih rezultatov danes govorimo, da so to leta 2021 v bistvu že nekako zaznali, da gre za ta problem in so razpisali raziskovanje tega problema. Torej, jaz se zavedam in mislim, da se mi zavedamo, da smo v bistvu s tem naredili, bom rekla, en majhen korak, ampak poskušali smo, tako kot je že kolegica Maja rekla, z različnih strok opozoriti na problem, ki ga imamo in ki ga, če želimo narediti preboj dejansko na področju torej digitalnega in bom rekla trajnostnega razvoja, moramo to začeti resno delati. Ker čas in tehnologija in razvoj družbe gre s tako velikimi koraki, da moramo to ujeti, če se hočemo obdržati v tem svetu napredka, tako bom rekla. Pa to verjetno pomeni za celoten nivo družbe. Omenili ste prej, da ima danes pravzaprav že vsakdo računalnik skoraj da na svojem telefonu. A po drugi strani se zdi, da še vedno nekako obstajajo ti vzorci, če nekdo na primer izhaja iz nekega okolja z torej nižjim ekonomskim statusom, da izhaja iz nižjega, ne vem, če lahko rečem danes še delavskega razreda, ampak na primer razreda z nižjimi prihodki, da potem kasneje verjetno se tudi izobraževanju hitreje odpove, hitreje ga zaključi, nekako potem obstane na tem. Ali je to možno, glede na to, da pravzaprav slojevitost družbe se nekako še povečuje? Ali je možno, da potem tudi s tem nekako družbo naredimo bolj egalitarno? Ja, dejansko internet in splet nam je odprl veliko možnosti. Če znamo ga pravilno porabljati, je tam zbrano tolikega znanja, da bi lahko vsak 3 doktorate pridobil. Vprašanje pa je, v katere namene mi uporabljamo splet. Tako da recimo to je en velik izziv, tudi ko se govori o digitalizaciji, da nismo samo uporabniki v smislu potrošniki, ampak da znamo samostojno in smiselno in smotrno uporabljati vse, kar nam digitalizacija ponuja, splet ponuja, tudi za naše namene osebnostne rasti, profesionalnega razvoja in aktivnega državljanstva v smislu zavednega državljana, ki zavedno sledi problematikam okolja, družbenega razvoja in tako dalje. Na tem je še veliko dela, veliko izzivov. Je pa dejansko tako, da z izobraževanjem se nekje res gre opaziti te vzorce, da tisti, ki ga več imajo, si ga več želijo in se tudi v večji meri vključujejo. To absolutno drži. Tudi na področju izobraževanja odraslih je vedno to velik izziv, kako bi dejansko vključili tiste, ki imajo nižjo izobrazbo oziroma ki izkazujejo nižji nivo kompetenc. Tako da je to še vedno velik izziv, ki zahteva tudi določene večje naložbe. Tako da, ja,
Ja, jaz bi mogoče kot primer dopolnila Ja, Majo z izvoli. enim primerom, ki je resničen in ki se je zgodil pred nekaj leti, ko se je Slovenija znašla v tistem prvem valu družbeno-ekonomske krize, ko so se zapirala podjetja. In med drugim je bilo tudi eno srednje veliko podjetje na Primorskem z področja lesne industrije, ki se je zaradi tega, ker je nenadoma bil odrezan trg, kamor so lahko prodajali svoje izdelke, ga ni bilo več in so se znašli v situaciji, ko je bilo treba delavce odpuščati. In v tej zgodbi je primer enega delavca, ki je delal kot zelo uspešen viličar, ampak po izobrazbi je imel pa nedokončano osnovno šolo in se je tega priučil. V trenutku, ko se je tovarna zaprla, ker veste, da tovarna pač sledi kapitalu in če ni kapitala, če ni denarja, ne more plačati delavcev. V trenutku, ko se je to zgodilo, je ta človek ostal brez dela. Brez osnovne šole, brez izobrazbe, v vesolju, ki se mu reče pač svet, kjer se je bilo treba znajti in je bilo treba narediti. On nikoli ni prebral, mislim, ali je pa zelo malo bral, zelo malo je hodil v knjižnico in tako naprej. Torej vse te, bom rekla, človeške in kulturne dobrine jih je sicer imel na voljo, ampak jih ni koristil, ker jih ni potreboval, ker je lahko s tistim, kar je imel, preživel. No, zdaj je prišla nova situacija in tako je pač iskal delo in kamorkoli je šel iskat delo, povsod so ga vprašali po kompetencah, torej kaj pa vi znate, kaj pa vi obvladate. In edino, kar je bilo, viličar. Tega ne potrebujemo. Torej, kaj naprej iskati? Je šel naprej iskati do Ljudske univerze, kjer je prišel do informacije, da imamo brezplačno osnovno šolo. Je končal, se je vpisal v to osnovno šolo, je končal, to je pri 40-ih, tako da vemo, da je to recimo ta kategorija ljudi, se je vpisal v osnovno šolo, zaključil osnovno šolo, ko je hodil na to izobraževanje v osnovno šolo za odrasle, je spoznal druge ljudi, je navezal stike, je začel razvijati, torej motivacija se je povečala, je začel se učiti, je pridobil kompetence učenja, se je pogovarjal z drugimi ljudmi, je pridobil te komunikacijske sposobnosti oziroma spretnosti. Skratka, njegova samozavest je zrasla, začel razmišljati tudi o tem, da mora on sam nekaj narediti na svojem osebnem področju, ne more samo pričakovati od drugih, da se bo nekaj zgodilo. In je v bistvu možakar čez nekaj časa naredil tudi poklicni tečaj in je bil ponovno zaposljiv, je dobil službo, s tem se je okrepila njegova samozavest, njegova ta dimenzija pripadnosti državi, on je dobil občutek, da je nekaj vreden, zaslužil je spet zase, za svojo družino in skratka ta ciklus se je obrnil. In to je recimo en primer, ampak to je zelo konkreten primer z imenom in priimkom, jaz sicer ne bom tega povedala, zelo konkreten primer, kaj se lahko naredi. In takih dobrih praks je pri nas kar veliko. In veliko jih je tudi v tujini in jaz mislim, da bi na tem področju bilo treba prisluhniti oziroma pogledati te dobre prakse, ker so. Veliko je res, da ljudi, ki starejših, 65 plus, ki nimajo motivacije, jih ne zanima, tako kot smo prej rekli, ne? Jih to ne zanima, saj bo že, če sem do zdaj, bom pa še naprej, ne? Ampak veliko je pa tudi takih, ki razmišljajo drugače, ne? Torej, želim še to, ne vem, pri 60-ih bi se želela naučiti smučati. Če želim se naučiti smučati, moram pogledati, kaj pa mi internet nudi, ali pa kako je treba natakniti, zelo preprosto, kako se je treba opremiti, da bom lahko šla na smučišče. In da ne bom tam v prvem ovinku, da me bo ovink vrgel ven in se bom poškodovala, ne? Se pravi, da bom naredila tudi na svoji zase nekaj in da ne bom drugih ogrožala. Ne? In to so pravzaprav že tisti stebri, o katerih so v razvoju vseživljenjskega učenja govorili nekateri posamezniki in opozarjali na pomen tega.
Ne? A gre tukaj pravzaprav za mogoče sorazmerno nov koncept? Recimo, včasih se je tako zelo poudarjalo to izobraževanje v šolskih institucijah. Naprimer, tudi sama sem v generaciji, ko so mi ves čas govorili, naredi diplomo, potem boš dobila službo. Kaj se je zgodilo, ko je šla moja generacija na fakulteto, je bila prva ekonomska kriza, veliko jih je šlo v tujino, naenkrat to ni več nič pomenilo, vsi so spraševali po dodatnih veščinah, diploma je bil samo še en papir, ki ti je pomagal, naprimer, zaposlitev v javni upravi. Ali je to mogoče torej to vseživljenjsko učenje v resnici nek nov koncept ali gre tukaj za nekaj že več desetletij uporabljan termin, ki pa mogoče samo ni dobil toliko pozornosti? Ja, lahko bi rekli, da je to v bistvu nadaljevanje tistega, kar je nekoč bilo, ampak drugače usmišljeno. Ravno tako, kot ste rekli. Ne? Se pravi, potrebe družbe nam narekujejo to, da nenehno pridobivamo neke nove spretnosti, neka nova znanja, neke nove veščine, da mogoče neko stvar, ki jo do včeraj nismo razumeli, da je dobro, da jo razumemo, da lahko funkcioniramo kot državljani, kot posamezniki, kot člani te skupnosti ali pa člani neke delovne skupnosti, ne? Da lahko delamo v timu, recimo. Timsko sodelovanje, ne? Ali pa sodelovalno učenje, če hočete. Ne? Se pravi, to so stvari, ki dajejo vseživljenjskemu učenju v današnjem času neke nove, bom rekla, neke nove dimenzije. Ne? In to je tisto, kar je pomembno. Ne? In naša naloga raziskovalcev, bom rekla, ne? In tudi izobraževalcev na teh fakultetni ravni, je to, da osveščamo naše bodoče izobraževalce odraslih na teh segmentih. Da oni pol, ko pridejo v prakso, znajo prenesti te stvari, da načrtujejo nove strategije, da znajo motivirati odrasle, ne? Podobno. To je tako, kot da bi se vrteli v nekem vrtincu, ne? In če imaš kompetence, če imaš znanja, si nekje v središču, ne? Drugače te pa potiska na stran in postaneš del unega bolj marginalnega okolja. Ne? Vprašanje je, da moraš tudi sam imeti ustrezna znanja in da zaznaš, katere kompetence mogoče moraš nadgraditi v trenutku, ko vidiš, da ne, se začneš pomikati z unega središča na obrobje, ne? Da se potem spet premakneš recimo nek središčni položaj, če tako recimo ponazorim to. Ne? In kaj potrebuješ, da ostaneš v tistem središčnem položaju, pa je v bistvu moraš ta znanja, te kompetence stalno nadgrajevati. Ne? V bistvu to nek vseživljenjski proces, zato tudi tako aktualno govorimo o vseživljenjskem učenju. Ne? Jaz svojim študentom pravim, ko začnejo faks, da se šele začenja, ne? Da naj ne pričakuje, da ko zaključijo fakulteto, da zaključijo z učenjem, da jo knjige stran, ampak zdaj se šele začenja resno vseživljenjsko učenje. No, jaz pa k temu še dodajam to, da s fakulteto v bistvu pridobimo znanje abecede, da poznamo posamezne črke in da je od nas odvisno, kako bomo uporabili te črke v nadaljnjem izobraževanju. In v življenju, ne? Kako bomo sestavljali te črke, da bomo naredili neko zgodbo na teh različnih področjih. Ne? To pa terja seveda učenje. Gre tukaj mogoče pravzaprav tudi že za odgovor na tisto, danes se velikokrat preoprašujejo, sploh že v osnovnih šolah, češ, kaj bo meni tega treba, če lahko pogledam naprimer na YouTube in se tam naučim nekaj več, kot mi je mogoče povedala učiteljica. Je res lahko mogoče splet nadomestek nekega takega institucionalnega šolanja ali, kot pravite, ta abeceda mora obstajati, da lahko potem tvorimo besede, stavke? Ja, jaz mislim tako, vsa ta digitalna tehnologija in vse te stvari, ki jih digitalna tehnologija prinaša, ne, je dobrodošla, ampak tisti, ki jo uporabljajo, morajo imeti zelo ali pa solidno razvite kompetence, ker digitalna tehnologija ponuja veliko stvari, ki so neuporabne in nevarne. In mislim, da je to ena ključna zadeva. Ne? Če bi mi vse sam posrkali iz interneta, mislim, da zadeva ne bi šla. Torej, to je tudi odgovor na to, ali je učitelj potreben ali ne.
Ja, kljub temu, da imamo chat, GTP in ne vem kakšne nove variante, brez učitelja očitno ne bo šlo, ker on je tisti, ki pa naj bi osmišljal te zadeve, ne? In recimo iz izkušenj z študenti vem, obvladajo, bom rekla tako po domače, v nulo uporabo interneta. Ko pa se pogovarjamo o tem, kako bi neko stvar pripravili za druge študente in uporabili neka druga orodja, recimo PowerPoint predstavitev ali pa neko drugo zadevo, tam pa ne grejo stvari, ne? Se pravi, to je mogoče en razmislek o tem, ne? Ali pa tudi, kateri so zanesljivi viri, ne? Ja, tudi to. Ker dobiš malo vsega, ne? Katere so tista v bistvu znanja, ki so res znanstveno dokazano podkrepljena, ne? Ker na spletu dobiš ogromno stvari, ne? In učitelj je tisti, ki vodi, ne usmerja. Če se vrnemo še malce k monografiji, čeprav razumem, sami sta 2 raziskavi pravzaprav naredili za to monografijo. Sta se med seboj prepletali ali ste jih delali povsem samostojno? Kako mislite, sta se prepletali te 2? Ja, če ste delali posebej te raziskave, no delno se seveda prepletajo vsebinsko, ampak po sami strukturi, kako ste se jih lotevali, ste jih delali povsem samostojno? So 2 ločeni raziskavi, 2 ločeni sta, ja. Kar ti povej najprej o tej ja, jaz sem v glavnem prvem delu. Tako, bolj vpeta v tisti raziskavo o digitalizaciji, ne? In smo preverjali dejansko, kako so se udejanjili ti procesi digitalizacije v vsakdanjem življenju posameznika, tako v zasebnem življenju kot na področju, delovnem področju, kot na področju aktivnega državljanstva in katere kompetence dejansko potrebuje danes, ne? In druga tema, ki pa je dejansko s tem že povezana, čeprav posega v eno zgodnejše življenjsko obdobje, pa je v glavnem ti peljala skozi, ne, tako. Ja, to je pa tisto poglavje in tista raziskava, ki govori o tem, kako vzgojitelji, ki so prvi tisti, ki se ukvarjajo z nami, po prehodu iz družine, kako oni dojemajo in kako oni vidijo trajnostni razvoj, kako ga razumejo. Namreč, če tu pogledamo nekaj let nazaj, že v 90-ih letih se je v Sloveniji začela ena kampanja povezana z okoljsko vzgojo. Zelo je bila napredna in tako naprej in je zelo posegala tudi na področje izobraževanja učiteljev, vzgojiteljev v vrtcih, v šolah in tako naprej. In takrat se je naredil zelo velik premik v tem smislu ločevanja odpadkov, varčevanja z energijo in tako naprej. In to je bil res en velik korak. Zdaj nas je pa zanimalo, ko vzgojitelji te stvari počnejo, lahko bi to naredili tudi na vzorcu učiteljev, ampak to še sledi, smo začeli pač z vrtci, kako oni vidijo to trajnostni razvoj, kako vidijo je tukajšna, katera dimenzija od tega trajnostnega razvoja vseživljenjskega učenja, se pravi ekonomska, osebna, ali ta družbena, katera od teh vidikov je tista, ki je v ospredju v njihovih praksah. In mi smo ugotovili, da recimo, da je kar narejeno veliko stvari na tem segmentu družbene, na tem segmentu vseživljenjskega učenja za trajnostno na področju družbenega vidika, ne? Da je pa mogoče malo manj narejenega, mogoče tudi nekaj še kar na ekonomskem, ne, varčevanje in tako naprej, da pa smo nekako malo prezrli ali pa premalo pozornosti posvetili temu komunikacijskemu, odnosnemu vidiku tega vseživljenjskega učenja za trajnostni razvoj. In tukaj nas čakajo še naloge, ne? In kje se, na primer, potem kaže ta manko takole v praksi, na primer, v odnosu do otroka? Kako torej vpliva na otroka kot na posameznika ravno ta manko? No, mogoče v odnosu otroka potem do narave, v odnosu otroka do drugih, ne? Tam se kaže, ne? Recimo, mi vemo pojav nasilja, ne?
zakaj je toliko nasilja, ne? Ampak odgovor je hkrati možen tudi ta, ne. Morda pred leti nismo bili tako občutljivi na te stvari in smo določene stvari pospravili pod preprogo. Danes smo pa veliko bolj občutljivi in veliko bolj zaznavamo te stvari, ki jih v preteklosti nismo. In to je v bistvu prav. To pomeni, da postaja naša družba bolj čuječna, bolj senzibilna, kar pomeni, da zgodaj odkrivamo te stvari in jih tudi zgodaj lahko začnemo odpravljati oziroma razpravljati, se pogovarjati o njih. In ko se mi enkrat začnemo o teh stvarih pogovarjati, v bistvu s tem vplivamo na ozaveščanje vseh, ki so v tej družbi. Ne samo tiste vzgojiteljice in tiste mame in tistega očeta. Ampak bo ta družina vplivala tudi na svojo sosesko s svojimi razmišljanji. In ta soseska bo vplivala na naslednjo stopnjo in tako naprej. Ne? In to je recimo ena od teorij, ki govori o tej pomembnosti tega principa, je ta Bronfenbrennerjeva teorija ekološkega razvoja, ne? Ki gradi od posameznika pa do družbe oziroma do časovne dimenzije, ki jo živimo. Ne? Saj, ravno že v samem naslovu monografije se nekako povezujeta, torej vseživljenjsko učenje in trajnostni preboj. Je to ravno torej s tem povezano, da se res začne že zelo zgodaj, zelo pozno? Kako to, da ste ravno ta dva termina se odločili združiti? Ja, mogoče samo še to. Torej, v enem od prispevkov kolegica govori tudi o pismenosti v družini. Se pravi, ona je posegala pa še malo zgodnejše, a ne? Zgodnejše obdobje. In tukaj ima dejansko tudi družina, čeprav je drugačna, kot je bila nekoč. Čeprav so vloge v družini drugačne, modeli družin so drugačni in tako naprej. In s tem se pač soočamo. Dinamika v družini je povsem drugačna, kot je bila nekoč. Torej, začenjajo se zadeve že v družini. In če v družini sledimo nekako vzpostavljanju pozitivnega odnosa do sebe, do drugih, do okolja, se to prenaša v vrtec, iz vrtca se prenaša v šolo in tako naprej, v odraslost, ne? In zato je to pomembno, ker trajnostna prihodnost pomeni to, kako bomo mi živeli čez nekaj let. In to mislimo, da se lahko naučimo, ne? Z vzgledom, z modeli, strategijami, s primeri dobrih praks in tako naprej. Pa mislite, da nam gre dobro? Takole me samo prešinilo, naprimer v Sloveniji, ravno kot ste rekli, že v 90-ih se je začelo s temi kampanjami, naprimer ločevanje odpadkov in podobno. Danes pravzaprav, če pogledamo povsod, že ločujemo odpadke, medtem ko so na Hrvaškem ravno lani imeli velike upore proti temu, naprimer, ko so jim v Zagrebu dejali, da morajo uporabljati različne vrste vrečk za različne odpadke, toliko, da niso ljudje šli na ulice in protestirali. Je mogoče torej res nekaj tudi na samem sistemu, na samem, torej, kot ste že omenili, na odločevalcih, ali bi lahko rekli, kaj je pomembneje tukaj, odločevalci, družina, kakšen je ta odnos med enim in drugim? Jaz mislim, da smo vsi pomembni. Da je pomembno to, kar se dogaja v družini, da je pomembno, kar se dogaja v izobraževalnih institucijah, da je pomembno, kar se dogaja v drugih spremljajočih, bom rekla, asociacijah, ne samo v šolah in v vrtcih. Mi smo veliko tudi tako vključeni v družbo in so pomembne stvari tam. In seveda tudi odločevalci. Ne, se pravi politika, ministrstva, umestitev izobraževanja, recimo strategija vseživljenjskega učenja. Jo imamo? Jo imamo, ampak mislim, da bi jo bilo treba osvežiti. Mislim, da potrebuje en, bom rekla tako, nov preplesk. Ker ta zdajšnja je od kdaj? Mislim, da je 2007. Ja, mogoče nekaj bi še dodala, ne.
Včasih pojmujemo, oziroma percipiramo to vseživljenjsko učenje malo ožje kot naravnano predvsem na ta ekonomski zaposlitveni vidik, ne? Se pravi zviševanje zaposljivosti. Medtem ko v svojem najbolj plemenitem pomenu vseživljenjsko izobraževanje predstavlja več razsežnosti, več dimenzij, med katerimi je tudi ta področje aktivnega državljanstva, demokratizacije družbe, se pravi vse, kar je vezano na neke družbene spremembe, večjo pravičnost, večjo vključenost, sensibilizacijo tudi javnega mnenja za določene teme, kot so lahko okoljske, trajnostni razvoj. Tudi to spada v izobraževanje, vseživljenjsko izobraževanje, ne samo kompetence, zaposljivost, tisto, kar je pač vezano na to recimo ekonomsko-gospodarsko sfero. Tisto je neka ožji pogled, sicer zelo pomemben, ampak vseživljenjsko izobraževanje je širše in zavzema tudi vse te vidike, ki jih zdaj omenjamo. Tako da nekateri od teh aspektov so absolutno kriti znotraj šolskega sistema in vseživljenjsko učenje bi poskrbelo, da so potem te kompetence, ta znanja, to videnje, to razmišljanje nekje, da doseže tudi potem odraslo populacijo, ki ni več vpeta v te šolske sisteme. Ravno v smislu aktivnega državljanstva in digitalizacije se včasih zdi, da se ravno dogaja neka pasivizacija državljanov. Sama jim rada rečem couch aktivisti, kjer naprimer se počutimo, da smo veliko naredili, ker smo iz domačega fotelja podpisali neko peticijo. Če bo prišlo naprimer do protesta na ulici, pa tja ne bomo šli, ker se nam ne da. Torej, ali lahko dejansko digitalizacija tudi pripomore na drugačen način k aktivnemu državljanstvu? Ja, gotovo lahko pripomore k neki drugačnim, ne vem, če so novejše oblike, ampak drugačnim oblikam izražanja nekega mnenja samih državljanov. Mora biti, če gremo dlje, da bi tudi prišlo do tega, da bi imeli nekoč digitalne volitve, bi verjetno se jih več ljudi udeležilo na ta način. No, sicer pa, če se mogoče dotaknemo še katerih drugih tem, ki so jih pa vajni kolegi tukaj napisali, so se pa naprimer nekateri lotili tudi tega, kako slovenska podjetja recimo se ukvarjajo z vseživljenjskim učenjem. Prej smo rekli, da smo Slovenci sicer še nekje dosti na repu, ampak naprimer, če govorimo o podjetjih, ki verjetno niso bila podjetja v sklopu javne uprave, se pravi, gre za neka zasebna podjetja, kako pa oni to razumejo, vidijo, kako se aktivirajo na tem področju? Ja, zdaj, če povzamem, nisem sama, medve z Majo nisva sodelovali direktno v tem delu raziskave, to so opravili kolegi z Ekonomske fakultete in Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. Povzetek tega bi bil tak, torej izkušnje in slika o tem vseživljenjskem učenju v podjetjih zelo različna. Od tega, kaj se dogaja v majhnih, v srednjih, v velikih podjetjih. Skupna črta ali pa skupna nit je pa to, da bi bilo treba, tako razmišljajo kolegi, ki so to raziskali, v te stvari vpeti različne združenja. Se pravi, mi imamo recimo, ne vem, združenje, panožno združenje, ne vem, te in te panoge, druge panoge, sindikate in tako naprej. Torej, to je ena izmed možnosti, ki bi jo lahko izkoristili. Potem pravijo, da bi bilo treba v kadrovsko funkcijo, ki jo ima pa vsako podjetje, ne glede, je to majhno ali srednje ali veliko, da bi bilo smotrno vključiti tudi elemente vseživljenjskega učenja. Torej, že v to kadrovsko funkcijo. S tem je res mogoče, tako je asociacija, ja, potem gre za ta ekonomski vidik, ja, ampak če mi razumemo vseživljenjsko učenje v smislu holističnega pogleda, o katerem smo prej govorili, da vključuje te komponente državljanske vzgoje, vzgoje na osebni ravni in torej te elemente, ki prispevajo k napredku delovne organizacije ali firme. Se pravi, če tako širše razumemo, bi bilo smiselno vseživljenjsko učenje torej vključiti tudi v te kadrovske sheme teh podjetij.
No, tu se zdaj kaže še en, bom rekla, mogoče en problem, ne. Mi imamo v Sloveniji zelo veliko posameznikov, ki imajo svoje firme, ne. Imamo kar precejšnje število. In tu se zdaj pojavlja en problem, ne. Ti posamezniki se morda ne bodo odločili za nek kadrovski razvoj, kot je to recimo običaj v nekih večjih firmah. In mogoče se niti ne bodo posvečali vseživljenjskemu učenju. Ampak tukaj je napast. Če oni želijo konkurirati v ekonomskem svetu, v katerem smo, in tu ne moremo preskočiti, a ne, morajo slediti in se morajo izobraževati, če hočejo biti konkurenčni. In če hočejo biti konkurenčni, torej se ne morejo izogniti vseživljenjskega učenja. In je tu v bistvu past oziroma ta krog, iz katerega ne moreš, ne. Tako da tudi če ta majhna podjetja nimajo tega eksplicitno napisanega v svojih dokumentih, so izpostavljena vseživljenjskemu učenju po neki narativni poti, po neki povsem naravni potrebi, ki jo družba izkazuje. Ali se lahko vseživljenjskemu učenju sploh izognemo? Jaz mislim, da je odgovor ne, ni možno. Ni možno izhoda iz tega. Učenje je tako širok pojem, ni samo izobraževanje. Ne? Izobraževanje je en del učenja, učenje je širše, ne? Tako da ne. Koliko pa temu, naprimer, na vaši fakulteti posvečate pozornosti? Je šlo to zgolj naprimer, za ta projekt, ki ga boste zdaj še razvijali, ali je to že sicer ena od tematik, s katerimi se ukvarjate? Jaz bi rekla, da je to pravzaprav ena od tematik, s katero se mi ukvarjamo, ne samo v okviru andragogike in izobraževanja odraslih, ki ga sicer imamo na fakulteti, ampak nasplošno. Ne, se pravi, tako v različnih študijskih programih. Ne? Se pravi, v študijskem programu, recimo, prej smo govorili o tisti situaciji v vrtcih. Ne? Študijski program za pridobitev naziva vzgojitelj predšolskih otrok. Tam je vseživljenjsko tudi prisotno. Ali pa recimo bodočih učiteljev, ali pa bodočih socialnih pedagogov, ali pa bodočih inkluzivnih pedagogov. Se pravi, v bistvu je to je postala, mislim, ali pa je, pa ne samo na naši fakulteti, jaz mislim, da bi lahko rekli vsaj na vseh pedagoških fakultetah v Ljubljani, pa recimo tudi na filozofski fakulteti, ki tudi izobražuje bodoče izobraževalce, da je to v teh programih nekako, tudi če ni eksplicitno napisano, da je vpleteno in je ena rdeča nit vsega. To je moje videnje. Ja. In kot so se prej pogovarjali, najbolj eksplicitno je v programu andragogike, ne? Ker smo razvili prav ta vidik, ne, da se usposablja posameznike tudi za službo za delo na kadrovskem področju, s tem, da se potem pri njih posebej razvija kompetence za to vseživljenjsko učenje nezaposlenih, se pravi za razvoj kadrov znotraj nekih delovnih okolij. Ne. Tako da je bil tako zastavljen ta program, da ni andragog samo tisti, ki poučijo odrasli v teh klasičnih okoljih, kot je lahko Ljudska univerza, ne? Ampak tudi tisti, ki znotraj nekega delovnega okolja skrbi za profesionalni razvoj zaposlenih. Ne? Se pravi, kadrovska služba. Ravno v tem nekem ekonomskem razumevanju vseživljenjskega učenja se vam zdi, da je lahko to tudi nekakšen pritisk, češ moramo se ves čas učiti in je to mogoče tudi dodaten stres v tem že tako hitrem tempu učenja, kjer se nam zdi, da je veliko pričakovanj, naprimer, prihaja do nas. Je to lahko torej tudi stresni dejavnik? Jaz mislim, da je to bolj pozitivno stresni dejavnik. Ne? Če je nekaj pozitivno, mislim, če ti nekaj počneš in če veš, da če hočem to narediti, potrebujem še to in se moram to naučiti, je v bistvu to lahko razumljeno kot pozitivna motivacija ali pozitivni stres. Ne? In če se vrnem zdaj nazaj na tisti primer, ki sem ga prej omenila, tistega možakarja tam iz 90-ih let, tam je točno na tem primeru lahko vidimo, kako je bil
je bila stiska pri njem, ampak je bila ta stiska sprožilec pozitivne motivacije za to, da se je začel učiti, da ga je začelo zanimati učenje jezikov, da je odkril svet knjige, da je začel hoditi v knjižnico in je odkrival, kaj vse je na teh policah v knjižnici. In se je začel izobraževati in se je začel vključevati v družbo, ki jo prej v bistvu sploh ni videl. Se pravi, jaz bi bolj rekla to. Res pa je to odvisno tudi od posameznika in mogoče lahko komu to povzroča stres. Ampak to je potem na ravni posameznika, je treba tudi tam zadeve razčistiti, ne? Sploh, če je to občutek, da je prepuščena vsa ta odgovornost za to samo njemu, ne? Da nimate podporne mreže, infrastrukture, kot je recimo v tem primeru šel na Zavod za zaposlovanje, Ljudsko univerzo in tako dalje. Ne? Se pravi, to doživljanje, da je samo na njemu, ne? Vsa ta odgovornost za to vseživljenjsko učenje lahko povzroči tudi tak občutek. Mogoče, če zaključimo samo še s tem, Japonska je recimo dežela, kjer zelo spodbujajo že od nekdaj to, da nima veze, koliko je človek star, vedno se lahko priučimo kaj novega. Ravno kot ste menili, se ljudje učijo smučanja ali pa kakšnih drugih tudi športov, za katere bi marsikdo pri nas rekel, ne, jaz sem pa prestar za kaj takega. In tam recimo govorijo o zelo kvalitetnem življenju starostnikov. Ali se tudi pri nas to zdaj mogoče malce obrača, družba se vendarle stara, vedno več je pravzaprav starejših ljudi, povprečni Slovenec mislim, da je star 43 let. Ali se mogoče nekaj vendarle obrača na tem področju? Je Slovenija na dobri poti, da se to vse življenjsko učenje malce bolj, da ne rečem, standardizira? Ja, mogoče kot primer bi lahko rekli recimo, ne vem, ravno izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, različne, recimo zdrava šola, ne vem, tako gibanje, ono gibanje, recimo te oranžne majčke imajo nekateri, ki se vključujejo v jutranja razgibavanja, poznamo po celi Sloveniji take primere, ne? Ali pa recimo, tako kot sem rekla, Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki nudi res široko paleto stvari, kjer mislim, da lahko vsak, ki stopi v to obdobje, lahko najde nekaj zase. Res pa je, da mora priti do tega, da to želim narediti, ne? Da to hočem narediti. Ne? Tako da, ja, veliko je na posameznikih, je pa tudi veliko možnosti v Sloveniji, da se vključujejo starejši v to. No, zdaj mogoče bi tu povedala še eno stvar. Mi smo ravno v enem obdobju, ko v Sloveniji se začenja razvijati starosti prijazna univerza. To gibanje se je začelo, jaz bi rekla kar gibanje, se je začelo na pobudo Mariborske univerze, na pobudo Ljubljanske univerze, zdaj se začenjamo vključevati tudi mi v to in razmišljamo ne o starosti prijazni univerzi, ampak o letom prijazni univerzi. Torej, ne glede na leta, ne, dati priložnost in možnost ljudem, ki se želijo vključiti tudi v univerzitetno izobraževanje, ja, dati možnost in hkrati poskrbeti za to, da profesorji, ki odhajajo v pokoj, da jih nekako vključiti še naprej, vkolikor jim seveda zdravje in želja to omogoča. V nek majhen delež, tisto, kar oni zmorejo. Tako, v tem smislu, ne? To je eno svetovno gibanje, ki se je začelo v Dublinu nekaj let nazaj, ena mreža in zdaj se počasi začenjamo prebujati tudi mi na tem področju. Ker starost ni omejitev, ne? Je še ogromno stereotipov okrog tega, ne? Bolezen je lahko omejitev, ne? Leta pa niso omejitev. Tako da veliko je dela zdaj trenutno na izzivih starajoče se družbe.
Lani smo tudi s kolegi z Univerze v Ljubljani in Mariboru objavili eno prvo monografijo na to temo izobraževanja starejših, ravno kar izhaja druga. In tako da tudi na tem področju kar veliko raziskovanja in objavljanja prav za namen ozaveščanja, ker je še ogromno dela, da se premostijo stereotipi o starizmu, o tem, kako mi dojemamo starost, ne? Ker postajamo dolgoživa družba, se pravi, staranje ne sme biti omejitev. Omejitev nastopi, ko so resna bolezenska stanja in tako dalje. Tam so lahko omejitve, ne? Samo proces staranja sam po sebi pa ni nobena omejitev za učenje, oziroma ravno kontra, ima zelo pozitivne učinke na sam proces staranja. Zato, ker je učenje nek pomemben tudi socializacijski dejavnik, nastajajo zelo lepe skupine učečih se, in to tudi pomeni zelo veliko pridobitev z vidika socializacije posameznika v 3. življenjskem obdobju. In družbenega kapitala, ne? Kapitala. To je družben kapital zelo velik, ne? Ima zelo pomemben tudi, sicer težko dokažemo to, ampak širši vpliv na neko dobro počutje, ne? Ki potem posledično vpliva tudi daljnoročno na zdravje posameznika, ne? Torej, ne samo tudi za zdravje je to dobro, ne nazadnje, dostikrat vseživljenjsko učenje omenjajo tudi kot nek način izogibanja demenci, za katero absolutno pravijo, da je skoraj da epidemično že učenje ima zelo močne učinke na to, da se posticipira začetek pojavljanja v tem smislu. Ja, recimo učenje tujih jezikov, ne? Ali pa recimo vključevanje umetnosti v izobraževanje, ne? To je recimo v okviru 3. univerze že kar lepo razvito in teče. Preden se poslovimo, smo pozabili izpostaviti še kaj ključnega, kar bi želeli izpostaviti v zvezi z monografijo, o kateri smo danes spregovorile, da naše gledalce še povabimo k branju. Monografija je dostopna tudi na spletni, torej v spletni obliki, tako da si jo lahko ogleda kdorkoli želi, če klikne na založbo Univerze na Primorskem in poišče to monografijo, je brezplačno dostopna vsem. Tako mi želimo, da bi to, kar smo ugotovili tukaj s temi našimi delčki raziskav, ki jih predstavljamo v monografiji, da bi s tem lahko nadaljevali. Poskušamo navdušiti odločevalce, da bi podprli ta naša prizadevanja. Zdaj, kaj se nam bo uresničilo, v tem trenutku še ne vem napovedati. V naši družbi so se zgodile mnoge stvari, tudi v tem času, ko smo to raziskovali, in se je denar tudi za raziskovanje kar nekoliko skrčil. Ampak upam na najboljše. Držimo pesti, da bo prihodnost svetla. Ja. Tako, lepa hvala za obisk v studiu. Hvala vam. Kot rečeno, torej, če si želite še podrobneje ogledati monografijo, pojdite na spletno stran založbe Univerze na Primorskem, kjer lahko v PDF obliki, torej monografijo Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj preberete tudi sami. Ali pa seveda kar stopite do založbe osebno. Toliko za danes o vseživljenjskem učenju. Če ste morebiti izpustili kak delček pogovora, pa bo v kratkem objavljen tudi na našem YouTube kanalu. Če ne, pa se vidimo ponovno na Megafon TV. Pa srečno!